Po ujmi, kot je v Novem mestu že dolgo ni bilo, so se gasilci odzvali na več kot 240 klicev. Večinoma so krpali strehe, ki jih je odnašal orkanski veter, sunki do 90 km/h. Podatke o škodi v občini še zbirajo, je pa jasno, da bo številka ogromna. Daleč najhuje jo je, kot smo videli, odnesla novomeška osnovna šola in ni še povsem jasno, kdaj se bodo otroci lahko vrnili v šolske klopi. Pomoč pri sanaciji so jim obljubili tudi na pristojnem ministrstvu. Kot ena od rešitev omenjajo začasno selitev v nadomestne prostore ali pa dvoizmenski pouk. Več Ema Čepon. Sto 70 gasilcev, 244 intervencij, od tega skoraj 2/3 odkritih streh. To je kratka statistika sodnega dne v dolenjski prestolnici. Prvih ocen škode še ni, bo pa zagotovo, priznava župan, ogromna. Sam obseg je bil 170 prizadetih objektov, seveda nekateri manj, nekateri bolj, tako da vrednosti bojo znane v prihodnjih dneh. Pouk je danes odpadel za več kot 3000 dijakov šolskega centra Novo mesto, kamor je sinoči takole vdrl hudournik blatne vode. In ni nič ne odteka. Zna se zgoditi taka učilnica ali dve ne boste, ampak generalno so pa preostali prostori varni za pouk in seveda se bodo jutri otroci vrnili nazaj. Ni pa še povsem jasno, ali se bodo v šolske klopi vrnili tudi učenci osnovne šole Drska, ki si jo je sinoči ogledal tudi minister za vzgojo in izobraževanje in obljubil pomoč pri sanaciji. Jutri bo namesto rednega pouka za osnovnošolce potekal športni dan. Organizirano je nujno varstvo in pa oddelek predšolske vzgoje, torej vrtčevski oddelek je preseljen v matični vrtec. Kako bo v petek in prihodnji teden, bodo starše obveščali sproti. Bomo seveda iskali poti, da na nek način organiziramo pouk tudi v okrnjenem delu, namreč približno tretjina šolskih prostorov je bila tako močno prizadeta, da ta hip ne moremo čisto nemoteno tam izvajati pouka. In mislim, da tekom jutrišnjega dne bo situacija že bistveno bolj jasna, kaj je možno organizirati v teh šolskih prostorih. Sicer pa ostaja, ukolikor ne bi bilo možno, ostaja torej zagotovo v prioriteti iskanje začasnih in nadomestnih prostorov. Kot eno od rešitev omenjata tudi dvoizmenski pouk v učilnicah, ki so ostale nepoškodovane.